dan in dobrodošli na slovesni otvoritvi prostorov prihodnosti. Lepo pozdravljeni župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tomaž Boh, predstavniki slovenskih knjižnic, člani upravnega odbora IZUM, sveta članic KOBIS, strokovnega sveta IZUM, nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, poslovni partnerji, vsi drugi gostje, ter seveda predvsem zaposleni v IZUM-u na čelu z direktorjem Davorjem Šoštaričem, ki bodo prvenstveno uporabljali te prostore. Naj se najlepše zahvalim tudi Vojku Vešligaju in Timiju Kranjcu za izvedbo skladbe Spain, Chica Korea. Nagradimo ju še z enim aplavzom, lepo prosim. Lepo pozdravljeni torej ob zaključku dozidave k objektu IZUM in energetske sanacije obstoječega objekta. Belo lepotico, v kateri domuje Institut informacijskih znanosti Univerze v Mariboru oziroma krajše IZUM, je zasnoval arhitekt Ivan Kocmut, ki je med drugim zgradil tudi ljubljansko Črno vdovo in s tem poudaril mariborsko-ljubljanski yin in yang. Pred vojno je na tem mestu sicer stal cvetlični vrt, od katerega do nedavnega vztrajali prelepi rožnata japonska češnja in snežno-bela magnolija, zdaj pa v tej stavbi cvetijo podatkovne baze, ki olajšujejo življenja knjižničarkam in knjižničarjem v Sloveniji in še 6 državah, obenem pa so zaslužne za propad industrije kartonskih listkov formata A6. Hiša doma družbenih organizacij je leta 1990 prešla v roke Mariborske univerzi za rektorat, ker pa je kmalu zatem Boris Podreka začel za ta namen obnavljati palačo na Slomškovem trgu, je univerza partijsko hišo ali vulgo akvarij prodala državi, ki je prevzela ustanoviteljstvo IZUM-a, hiša politike pa se je tako spremenila v hišo znanosti in kulture in se tako za vselej odpovedala možnosti, da bi po njej stopali premožni ljudje. Kaj vse se dogaja za zidovi te stavbe, pa nam bo v svojem nagovoru zagotovo omenil direktor IZUM-a Davor Šoštarič. Spoštovane kolegice, kolegi, zvesti IZUM-ovi sodelavci, današnji, sedanji, nekdanji, morda tudi kakšni prihodnji, gospod državni sekretar, s svojimi kolegi iz ministrstva, ki bedijo nad nami, spoštovani gospod župan, podžupan, spoštovani člani upravnega odbora, sveta članic KOBIS, strokovnega sveta IZUM, nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, spoštovana predstavnica Javne agencije za raziskovalno dejavnost, kolegice in kolegi iz knjižničarskega sveta, predstavniki lokalnih, nacionalnih in tudi mednarodnih ustanov znanosti, kulture in izobraževanja, predstavniki medijev, uporabniki KOBIS-a in SIKRIS-a tukaj v dvorani in pred računalniškimi zasloni, saj stvar gre v živo, prijatelji IZUM-a, vsi, ki nas imate radi. Vem, da je taki, ki nas imajo radi, dosti, tudi naš moderator je povedal, pridem k vam, ker imam rad IZUM, ker imam rad KOBIS in ker imam rad knjižnično nadomestilo. Hvala skratka vsem, ki nas podpirate, vlivate pogum, stojite ob strani, pomagate na kakršenkoli že možen način. Hvala tudi tistim, ki nam postavljajo ovire, ki nam nagajajo in ki nam mečejo polena pod noge. Lep pozdrav tudi naši dragi prijateljici iz sosednje države, prav dr. Anice, lepo pozdravljeni. Vemo, zakaj smo tukaj. 20 mesecev smo trpeli soseščino strojev, hrup, trušč, prah, vibracije, kaj še vse. 60 let je pred tem smo se pa spopadali na nam dokaj neznanem bojnem polju birokracije in administracije. Bitka s papirji je bila pravzaprav še težja kot vse skupaj drugo. Kaj smo dobili, vemo. Imamo površino, podvojili smo površino delovnih prostorov, govorim o neto površinah, torej učilnice, delovne prostore, kot so pisarne, govorilnice, seminarske sobe, prostor za arhiv, garaže, računski center ali podatkovni center ali kakorkoli mu danes že modno rečemo, ki je 3-krat večji kot je prej, ki počiva varno skrit pod zemljo v betonski kocki, približno 120 kvadratnih metrov je velik,
betonske stene so bojda neprevrtljive, skratka lahko se zgodi kakšna huda katastrofa, pa bodo podatki tu noter še vedno ostali. Verjamem in upam, da mi ne bo treba tega preverjati v živo. Pa še nekaj, danes nisi nisi cool, ali kakokoli bi to rekel, če nisi, ne vem, bio, eko, nisi zelen, karkoli gor sem tja. Bio nismo, smo pa eko in smo zeleni. Imamo namreč 14 geoloških vrtin, 150 metrov globoko, ki nam zagotavljajo 100 kW energije. Vso vročino, toploto, ki jo naši računalniški sistemi v kleti zakurijo, spravimo v naš ogrevalni ohlajevalni sistem, kar pomeni še vsaj dodatnih 70 kW energije, na veliko žalost dobaviteljev klasičnih energentov. Zato posebej pohvala gospodu Kocmutu, projektantu osnovne zamisli prizidka in sanacije objekta in vsem njegovim kolegom v projektantskih, arhitektonskih, gradbeniških in drugih podjetjih, ki so to zgradili in nam dali streho na glavo. Dobili smo še marsikaj drugega, tudi kakšno predispozicijo za čir ali pa za infarkt. Dobili smo kakšno kazensko vadbo na mizo, izsiljevanja, grožnje vseh vrst, klasične, juristične, tožil vas bom, pa dal vas bom v cajtninge, lokalno folkloristične, se vemo, kje so, pa tudi kakšna grožnja, ki jo organi pregona klasificirajo pod rubriko Cosa Nostra. To bi se našla, ampak pustimo to, danes smo veseli in tu smo zato, da sicer tradicionalnim obredom, ki vlada v teh krajih, ki smo ga pa mičkam preobrnili, da proslavimo to, kar smo tukaj. In upam, da to veselje delite z nami. A je treba še govoriti, kdo smo, kaj počnemo, zakaj smo tu? Žal ja, dostikrat se zgodi, da smo mi interesantni, samo kaj narobe. Hvala Bogu je tega zelo malo. Ampak tisto standardno, veste, v Mariboru se nič ne dogaja, razen afer, ni res. Vsaj mi smo svetov primer, a ne, gospod župan, ko lahko povemo, da to ni čisto res. Pa če tudi so kdaj kakšne državne škarje za rezanje traku malce skrhane, pa jih je v Mariboru morda manj videti. Ampak danes smo tu zato, da to vendarle naredimo. 30 letja smo tu. Doživeli smo preklop tisočletja, doživeli smo menjavo države, menjav vlad pa ne štejem več. Skratka, marsikaj smo doživeli. Ves ta čas omogočamo stalno, kontinuirano delovanje našega paradnega konja, to je knjižnični informacijski sistem COBISS. Njemu pridružen nekaj let mlajši informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti, SICRIS oziroma izven naših meja ECRIS. Knjižnice, ja, knjižnice so tiste, ki bi lahko verjetno zaprle vrata in tudi zapirajo vrata, če se nam slučajno nekaj zalomi. Najbližja je tukaj spod, ampak to je recimo naša interna. Druga najbližja je čez cesto. V radiju nekaj kilometrov jih je še vsaj 10. A veste, kje je najbolj oddaljena knjižnica? V Argentini. V Argentini Bariloču je najbolj oddaljena knjižnica, ki je polnopravna članica sistema COBISS. In ki bi morda tudi zaprla vrata, če bi se nam kaj zgodilo. Težava je, ker mi stvari, ko moramo poseči v delovanje, delamo po noči, čez vikend. Po noči je tam dan, ne, in pač imamo malo težav. Da pa še nekaj bi vas vprašal. Poznate, koliko slovenskih informacijskih sistemov poznate, ki so uspešni produkt, izvozni produkt našega znanja v tujino? Slovenci nismo neumni. Najdemo se in v Silicijevi dolini, in med azijskimi mojstri, in kjerkoli, od Kickstartera do resnih multinacionalk. Ampak javni informacijski sistemi, ki so nastali za lastno pametjo v javnem sektorju slovenskim, teh pa verjetno ni kaj dosti. Ne bom trdil, da jih ni, zagotovo bi se našli, že vremenjari so ne takšne, ampak dosti jih ni. Mi pa, gledajte, smo. Mi predstavljamo enega redkih javnih informacijskih sistemov, ki smo ga uspešno izvozili v tujino. Poznam COBISS.net, je poleg Slovenije v ta hec upletenih še 6 tujih držav. Skušal se bom izogniti izrazu, da bo politično korektno, včasih mu rečemo Zahodni Balkan, včasih jugovzhodna Evropa, ne vem, ampak gre za pomembno geopolitično regijo v Evropi in mi smo tu noto prisotni. Trn v peti smo zaradi tega tudi marsikateremu svetovnemu velikanu. V teh 6 državah, pogledajte ene zanimive številke, pustimo za Slovenijo na miru, v teh 6 državah, torej razen Slovenije, imamo 7 inkarnacij modela COBISS. 7 zato, ker v Sloveniji državi imamo 2. Igra slučaja. Torej 7 inkarnacij modela COBISS. Na tem prostoru se ljudje sporazumevajo v 6 lokalnih jezikih. Z nami je 5 državnih ustanov tipa našega NUK-a, torej nacionalne knjižnice.
4 države aktivno sodelujejo v sistemu e-kriz za podporo raziskovalne dejavnosti. Tu se prepletajo ideje 3 velikih svetovnih monoteističnih religij. Ljudje uporabljajo 2 pisavi in to vse skupaj pod perutničkami enega samega enotnega sistema. To je vzklilo iz nekega skromnega računalniškega centra ene od takrat 2 slovenskih univerz, in to ne največje. Gnojilo smo prispevali entuzijastični vizionarji pod vodstvom kolega magistra Tomaža Seljaka, ki je tudi najbolj zaslužen za razcvet tega, kar imamo danes. Fotografija, stavba, lepa, tam čisto mičko nazadaj se v okviru vidi en tale nov prizidek, ki so ga arhitekti genialno znali umestiti v prostor in oblikovati tako, da se pravzaprav ne vidi, kje je meja starega in začetek novega. Zgoraj so pa oblaki. Oblaki so v zadnjih letih v našem, torej mojem računalniškem svetu, postali eno popularno mašilo besedno, moden izraz računalništvo v oblaku, nekaj kot v oblaku, nekaj drugega kot v oblaku in tako naprej. In mi smo tako oblak ujeli, ga zvezali s srebrnimi niti in postavili v klet, pod zemljo. Takrat, če nismo vedeli, se temu reče oblak, danes vemo, ampak tu noter je računalniški oblak za delo vseh slovenskih knjižnic in še vsaj polovice tistih knjižnic, tistih držav, ki sem pokazal na prejšnji sliki. Zdaj, noter vas ne smemo pelati, to je varnost, pa vročina, pa temperatura, pa radioaktivnost, skratka, cel kup stvari. Pa tudi, če bi vas, ne bi bil nek lep pogled. Veste, tisti časi iz filmov, ko so se magnetni trakovi vrteli, tisto počasiški gor, pa lučke svetle, pa šum elektronski, tega ni več. Hollywoodari danes so v izjedno težkih zadrega, zato ker kaj delajo na filmih. Če se spomni tipko escape skozi pritisko, ker ne vejo, kaj bi drugega pokazali. Torej, luč tega noter ni. Danes imamo omare. Pa ne podcenjevati izraza omara. Spomnite se Narnije in teh legend in zgodb in vsega tega. Omare so tu zato, da nam nekaj skladiščijo ali pa nam odprejo vstopen čudoviti svet. Naše delajo oboje, skladiščijo in odpirajo vstop v čudoviti svet. Omar je dosti, lahko jih izmerimo v metrih, verjemite, dosti jih je, lahko jih zmerimo v gramih oziroma kilogramih, spet, verjemite, dosti jih je, vemo tisti, ki smo jo nosili, ampak v resnici nastopa ene nove enote. Tiste bajte, pa to smo se že navadili, malo. Ne vemo pa nič o ujih, namreč te omare merimo v ujih. Tako omar ima 1 uj, ima 2 uja, ima polovičko uja in ne boste verjeli. Veste, koliko je uja v celi omari? Krasna številka, okrogla, odgovor na vse, 42 ujev v celi omari. Uje ne pomejo nič, bajti večinoma tudi ne pomenijo nič ljudem, ampak poglejmo malo si tako ilustrativno, poetično malce oceniti te stvari. Ena knjiga, ne vem, če jo mlajše generacije nima pojma, kaj to je, ampak pri meni si bil Jack, če si prišel skozi Tihi Don. To je knjiga, če pade na novo, ni bilo prijetno. No, današnja generacija poznajo tudi drugo knjigo, tam 5., 6. del Harryja Potterja. Mikalo me je, da bi dal še eno knjigo zraven. Knjigo, ki sledi zbirki pesmi Ledu in ognja, ampak naš moderator jo še prevaja in v največji skrivnosti, čeprav je zima tu, je ne spusti iz rok, pravijo, da še ni napisane, se ni res napisane, samo jo nočejo dati ven. Ampak dobro, ja, izumo namreč precej fenov, Martina, to da veš. Prav, knjiga Harry Potter, 0,5 cm ima približno obsega, širine, od oka 500 strani in po nekih ocenah, če pustimo barve, pa ne vem, prelome, pa oblikovalne štose, je noter za 1 milijon bajtov, računalniško znaka, žive vsebine, gole informacije. Zdaj se pa dajmo igrati. Postavimo te knjige v vrsto. Eno za eno. Če smo zelo pridni in nam rata vsako sekundo eno knjigo postaviti na polico, vsako sekundo, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, a veste, koliko časa bi rabili, da bi zbrali toliko knjig, kolikor se informacij pretaka skozi naše črevesje to spore. Malo manj kot leto dni. Malo manj kot leto dni, da bi zbrali, da bi napolnili s knjigami toliko informacij, kolikor se pretaka skozi naše uje, spodaj, na prehodu samo izum, svet, izum. Veriga bi segala od do Kopra, pa nazaj, pa še enkrat do morja, pa še kakšen obvoz po ljubljanski obvoznici bi naredili, da nas opazijo tam, pa na Trojanske krofe bi zavili, 750 000 metrov bi ta
veriga bila dolga. Gremo bolj na domače omare, poznamo jih v knjižnicah, natlačene. Več kot 100 kilometrov bi bile te omare dolge, da dobimo vsebino golih informacij, ki se pretakajo skozi naše uje. Tu so zajete samo gole informacije, torej metapodatki, tisto, kar vidite vi, ko greste na Cobiss Opak, tisto, kar knjižničarji uporabljajo v svojih dnevnih, tu ni polnih besedil, tu ni filmov, orientiranih zadev, tu ni slik, fotografij, česar koli, ne, samo gole informacije. Za dobrih 100 kilometrov teh polic. Mislim, da so te številke zelo impresivne, ampak tudi ta številka je impresivna. Jaz nimam pojma, ne znam si jo predstavljati in ne znam zlagati tega v verigo, tudi če bi mi bilo dano. Ampak treba je bilo zbrati te cekine. To ni kar tak. 1 milijon smo dali sami. Iz, presežkov, prihodkov nad odhodkov državne dejavnosti. Skozi leta se je to nabiralo. Upravni odbor je soglašal, vlada je dala soglasje, da to smemo narediti. 1 300 000 je prispevala Republika Slovenija. V resnici, uradno, državni proračun. Boter za to je bilo pa naše ministrstvo pristojno za znanost, danes se imenuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, imena so se spreminjala, ampak tista znanost je bila pa vedno zraven in kolegi, ki so to počeli, nekaj, ki tukaj sedi, hvala vam, so poskrbeli, da smo mi ta denar dobivali. Naučili so nas, kako voditi papirne postopke, da ta denar pride k nam. Še preden se je pa štorija začela, so poskrbeli, da je tudi Bruselj prisluhnil temu in da smo se uspeli pas priti v te stvari. Ene kolege vidim tukaj, enih ni več tukaj, ampak vsekakor hvala vam za vso pomoč in podporo. Glavnino 7 200 000 je bruseljski denar uradno. V resnici je naš, tisto, kar dajemo mi Bruselj, smo znali potegniti nazaj. Torej, Evropski sklad za regionalni razvoj, to sem se naučil citirati. Cel citat, ki sem ga dolžan navajati v vseh dokumentih, se mi v teh 3 letih ni uspelo naučiti na pamet in ga ne bom povedal. Upam, Nina, da ne bo padel naš projekt zaradi tega, moramo ga citirati, zato ga povsod pišemo zraven. Ampak skratka, Bruselj je prispeval glavnino. Te številke so okrogle, da se razumemo, niso še knjigovodsko čisto obdelane. In zdaj imamo tole, prenovljeno staro hišo, obnovljen nov prizidek, garaže, ploščad, ki bo, upam, ne ostal čisto prazen, kot je zdaj. Zgubili smo 2 dreves, to bomo se potrudili nekako nadomestiti. Odstranjeni smo ves tisti silni pleh, ki je tu gor stal in motil vse oči. Bo pa verjetno nekaj na tem trgu stalo, kar kliče po neki plastiki, neki skulpturi, neki umetnini in upam, da bo s pomočjo mesta Maribor uspeli kaj gor tudi tu slejko prej postaviti. Mi bomo pa še naprej počeli to, za kar so nas ustanovili in mislimo, da je naše poslanstvo. Mi smo sicer raziskovalci novega sveta, ampak mi nismo vpeti v temelje raziskovalne projekte. Glejte, mi ne nosimo belih halj, ne lovimo citatov in zelo verjetno med nami ne boste našli Nobelovca. Zelo verjetno. Smo pa aktivni na 2 strokovnih področjih. Eno je bibliotekarstvo in drugo računalniške znanosti oziroma informatika. Tega ne počnemo sami, mi nismo izoliran otok in tako kot Newton tudi mi stojimo na ramenih velikanov, zato tudi vidimo dlje in videno s pridom uporabljamo za naš nadaljni razvoj. Delovni dan v tistih skoraj 800 knjižnicah v Sloveniji in 6 drugih državah se ne začne s tistim trenutkom, ko se odpro vrata. Ne, začne se s tistim trenutkom, ko se priključijo, zaženejo Cobiss in se priključijo na to naše mašinerijo, ki je v drobovju. Naš oblak v kleti skriva nepopisno bogatstvo informacij, brez katerih knjižnice danes ne morejo delovati. Pa ne samo knjižnice, tudi raziskovalni inštituti, šole, kulturne ustanove in milijoni posameznikov, ki pri svojem delu uporabljajo znanje. Potrebuje nas knjižnično profesionalno okolje, potrebuje nas laična javnost, tisti, ki obiskujejo knjižnice, ki se učijo, ki raziskujejo, ki hranijo svojo zvedavost in tešijo svojo radovednost. Za vse njih je ta hiša obnovljena, dograjena, za vse njih je to velika pridobitev, zato čestitke tudi Evropski uniji in slovenski vladi, ki je to prepoznala. Leta, jaz od vsem tem, kar smo naredili, ne morem čisto nepristransko govoriti, ker sem vsem tem jaz osebno vpleten. Danes res tu govorim kot direktor te ustanove, ampak v enem od svojih prejšnjih življenj sem bil med pionirji sistemskih analitikov, načrtovalcev in programerjev, vsega tega, kar danes poznamo pod znamko Cobiss oziroma SICRIS.
Hvaležen sem usodi, da sem lahko bil zraven. Na prehojeno pot svojo in mojih sodelavcev, sedanjih in nekdanjih, sem neizmerno ponosen. Kolegi, vedite, da to ni gola beseda. Ponosen sem, da počaščen, da delamo skupaj, da razbijamo okove in brcamo naprej. Ponosen sem na raven našo storitev, ki jih uporablja veliko ljudi. Kdo ve, koliko 100 tisočev jih je. Nekaj smo jih šteli. Pri številki 700 tisoč uporabnikov na leto smo nehali. Ne znamo se prišteti. Ponosen sem na vse pohvale, ki jih dobivamo, in ponosen sem na vse zavistne poglede iz vsega sveta. Ponosen sem na našo trmo, drznost, zagnanost, neuklonljivost. Ponosen sem na voljo, da se ne ustavimo. Ponosen sem, da nove izzive vidimo kot naš spiritus agens. Naj povem še to za konec. Vsa ta silna tehnologija, čipovje, diski, procesori, rezine, kabloje, kasem, kaj še vse, pa na drugi strani železje, betoni, opeke, vse to skupaj, veste, vse to skupaj je prazen nič. Če ne bi bilo duše. Duša teh sistemov smo pa mi, ljudje, moji sodelavci, moji kolegi, naši uporabniki, naši partnerji, naši prijatelji. Hvala. Kot rečeno, na to, da smo zadaj ljudje, sem pa najbolj ponosen od vsega tega in jaz sem prepričan, da ta ponos deli z menoj tudi naš gost, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kolega Tomaž Boh. Spoštovani gospod direktor Izuma Davor Šoštarič, spoštovani župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištrovec, spoštovani zaposleni na Inštitutu informacijskih znanosti Maribor, Izumu na kratko, spoštovani gostje, spoštovane gostje. Seveda, brez dvoma lahko začnem svoj nagovor s tem, da smo ponosni na Izum, da smo ponosni na dosežke, ki jih je Izum s svojimi sodelavci in z umeščenostjo v slovenski in tudi širši krog dosegal v preteklosti, jih dosega danes in brez dvoma jih bo dosegal tudi v prihodnje. Zdela se mi je zelo zanimiva direktorjeva misel, da niste eko, ste pa zeleni za svojimi tehnologijami. Pa vendar, jaz bi temu dodal zeleni, a vendar dovolj zreli za odločitve, ki so potrebne za prihodnost. Iz tega vidika bi dovolite, da vam v začetku čestitam za novo pridobitev, za vse uspehe, ki ste jih v zadnjih letih dosegli, tudi v imenu ministrice dr. Maje Makovec Brenčič, ki je bila danes napovedana kot slavnostna govornica, pa vendar v zadnjem hipu so ji neodložljive obveznosti nekako preprečile, da je z vami in mi je ravno zaradi tega toliko bolj položila na srce. Pozdravite kolege z Maribora tudi v njenem imenu, torej v tem trenutku počnem ravno to. Pozdrave naše ministrice, ki vam iskreno čestito in se vam ne nazadnje iskreno zahvaljuje za delo, ki ga opravljate tako za šolski sistem, za celotno vertikalo od osnovnega šolstva do univerze in raziskav in ne nazadnje tudi za splošne knjižnice, za splošno dobrobit slovenske države. Inštitut informacijskih znanosti Izum kljub svojemu imenu ni raziskovalna organizacija v ožjem smislu besede. Ne zaposluje raziskovalcev, ki bi hodili okoli, kot je povedal direktor, v belih haljah, niti ne visokošolskih učiteljev, ki bi svoje ure preživljali študenti v predavalnicah. Vaša odličnost se ne meri v citatih, niti ne v visokih H-indeksih in se ne zrcali v patentih. Pa vendar v svojim delom postavljate pomembne mejnike slovenske znanosti, slovenskega izobraževanja in slovenske kulture na področju knjižnične dejavnosti. S svojim delom in vzpostavitvijo transparentno in javno dostopnega sistema prikazovanja, ne nazadnje tudi znanstvenih dosežkov, ste vzpostavili pogoje, da se je odlična slovenska znanost v zadnjih letih
nedvomno lahko pokazala tudi širši javnosti in verjamemo, da je s tem dosežen eden izmed ključnih pomenov raziskovalne dejavnosti, visokošolske dejavnosti v Sloveniji in sicer, da so dosežki, ki jih dosegajo znanstveniki, znanstvenice, visokošolski učitelji, visokošolske učiteljice, profesori, dostopne širši javnosti in na ta način dosegajo tisto dodano vrednost, ki jo od nje potrebujemo in pričakujemo tako slovenska javnost, kot tudi širše v mednarodnem kontekstu. Kot je nakratko omenil tudi oziroma orisal tudi že direktor, zametki vzpostavljanja inovativnega sistema na področju knjižničarstva segajo že desetletja nazaj, vendar je od ustanovitve leta 1992 Izumova vloga postala vedno pomembnejša in pomembnejša. Sistema COBISS in SICRIS, nekoliko kasnejši, pa vendar nič manj pomemben, sta postala del vsakodnevnega življenja raziskovalcev, visokošolskih učiteljev, zaposlenih v izobraževanju in tudi širše. Tudi mi smo pogosto, tako kot je omenil direktor, ponosni na zavidljive poglede kolegov iz tujine, ki pravzaprav z zavistjo gledajo na dosežke oziroma na sistem, na celoten sistem knjižničarske dejavnosti, knjižnične dejavnosti, ki jo je v Sloveniji v zadnjih desetletjih vzpostavil Izum. Razvoj vedno kompleksnejših rešitev in naraščajoče potrebe uporabnikov, tako knjižnic kot raziskovalnih ustanov, so zahtevali tudi izboljšanje pogojev za delo, kar je pripeljalo do realizacije omenjenega projekta, katerih rezultatov vidimo danes tule na mizi in pred nami in v prostorih, katerega projekta pravzaprav stojimo. Projekt je ena večjih infrastrukturnih investicij na tem področju, ki jo je v zadnji finančni perspektivi izvedlo naše ministrstvo. Konstrukcijo sestavljajo, kot je že tudi bilo omenjeno, evropska sredstva, lastni vložek oziroma sredstva Izuma in pa seveda proračunska sredstva Republike Slovenije v skupni višini približno 9,5 milijonov. Poseben izziv v celotni zgodbi je že od vsega začetka predstavljalo dejstvo, da je pred nami zahtevna naloga pravočasnega zaključka del. Saj je bilo že v podpisu pogodbe leta 2014 jasno, da bodo roki tesni. Za ta dosežek se iskreno zahvaljujem ekipi na Izumu, ekipi, kolegom na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki so v zadnjih letih skupaj z Izumom izpeljali ta projekt do srečnega konca, tako kot je potrebno, in ne nazadnje vsakemu posebej izmed vas in vsem skupaj, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni implementaciji tega projekta. Kljub temu, da je bil Izum v svoji osnovi zasnovan kot nacionalni projekt, kot za izvajanje nacionalnih nalog in to funkcijo tudi danes z odliko opravlja, se je pri svojem delovanju že od vsega začetka spogledoval z izzivi povezovanja v regijo. Oba ključna produkta, tako COBISS, združen v tako imenovanem COBISS-netu, kot tudi SICRIS sistem oziroma CRIS sistemi, sta razvita za uporabo v večjezičnem prostoru in postopno sta implementirana v prostoru jugovzhodne Evrope, Zahodnega Balkana, kakorkoli že je to politično korektno imenovan prostor. Svojo mednarodno umestitvijo, ki je tudi pogoj za nadaljni razvoj, kajti tudi pri nas na ministrstvu se jasno zavedamo, da je doseganje kritične mase za razvoj posameznih orodij mogoče doseči samo z povezovanjem v širšem kontekstu. Projekt COBISS-net je z tega vidika mednarodni projekt, za implementacijo katerega je potreben širši angažma, kako v zaostrenih proračunskih razmerah zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za nadaljni razvoj tega sistema in dejavnosti, je seveda širši izziv, ki presega zgolj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in za kateri se skupaj za kolegi za Izuma trudimo, da ga postavimo v naslednjih letih v pomemben medresorski vladni kontekst in na ta način projekti COBISS-net dajemo tudi pomembno vlogo v sistemu strateških projektov te države. Z današnjo otvoritvijo novih prostorov je tudi Izum tudi uradno dobil nove prostore, ki ustvarjajo najvišje standarde delovnega okolja. Verjamemo, da je naslednji korak, kot že omenjeno, vsebinska nadgradnja dosedanjih aktivnosti, predvsem dodatne aktivnosti, ki jih moramo skupaj izvesti v kontekstu mednarodnega povezovanja in mednarodnega uveljavljanja COBISS-net, SICRIS sistema oziroma CRIS sistema in še katerih izmed aktivnosti Izuma.
Spoštovani, današnja svečana otvoritev je priložnost, da se ozremo nazaj na prehojeno pot, ki jo je v zadnjih desetletjih prehodil Izum in na kateri je nedvomno pustil pomemben pečat. Pa vendar, ravno tako ali še bolj pomembno, je ozreti se v prihodnost, na izzive, ki jih imamo pred seboj. Naraščajoča informatizacija družbe, nove prakse, odprte znanosti, odprtih učnih okolij, odprti podatki, potrebe po hitrem in zanesljivem dostopu do informacij. To so samo nekatere izmed ključnih tematik, samo nekateri izmed ključnih izzivov, ki jih imamo pred seboj. In verjamemo, da nam bo pri reševanju teh izzivov Izum v trdno pomoč oziroma bo eden izmed ključnih akterjev v Sloveniji in tudi širše, ki bodo pomagali svojimi aktivnostmi reševati izzive prihodnosti. Dovolite mi, da vas še enkrat čestitam za novo pridobitev, za sodobno delovno okolje in še enkrat izrazim naše iskreno zadovoljstvo in zahvalo za vse delo, ki ga je Izum upravil do zdaj in za željo po konstruktivnem, plodnem sodelovanju tudi v prihodnje in glede na odnose, ki jih imamo tako z direktorjem, kot z vsemi ključnimi organi, ki delujejo v kontekstu oziroma v sestavu Izuma, verjamem, da nam bo to v prihodnjih letih tudi uspelo. Torej, da ne bom predolg kljub vsemu, hvala lepa za današnjo povabilo na otvoritev. Čestitam in vam želim uspešno delo v novih prostorih, povezovanje v nacionalnem in v mednarodnem prostoru in seveda na koncu nekoliko sebično dobro sodelovanje tudi z nami. Hvala. Najlepša hvala dr. Bohu za nagovor. Kot zanimivost lahko omenimo, da je UNESCO leta 2011 potrdil mednarodno vlogo Izuma s podelitvijo statusa regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti. Vse od tedaj skrbniki škocjanskih jam tuhtajo, kako bi v svoje rove napeljali Wi-Fi. V Izumu s svojimi bazami med drugim obračunavajo tudi knjižnično nadomestilo oziroma, kot temu pravimo, avtori, ilustratorji in prevajalci, prekerski regres. A kljub temu, da se Izum ukvarja z računalniškimi informacijskimi rešitvami, v to stavbo ne zahajajo samo mladi, ampak je v njej zaživa bil gost tudi naš legendarni olimpionik Leon Štukelj, ki je prebival v bližini. Malce pred svojim 100. letom si je z velikim zanimanjem ogledal, kaj delajo v Izumu in se podučil o uporabi računalnika in interneta. Izumovci so si ga zapomnili potem, da je bil kljub častitljivi starosti še vedno v izvrstni kondiciji in da si še vedno lasti enega od 3 najboljših rezultatov v minolovcu na interni mreži. Na odru pa nam bosta znova zagodla Vojko Vešligaj in Timi Kranjc, ki nam bosta na kitarske strune ubrala 2 pesmi liverpoolske četverice. Mišljeni so seveda Beatli in ne postava NK Liverpool po 7 rdečih kartonih. Slišali bomo skladbi Full on the Hill in Penny Lane v aranžmaju Lea Brouwerja.
Vojko Vešligaj in Timi Kranjc. Prenova za Izum pomeni pomemben korak. Investicija pa ima pomen tako za mesto Maribor, Slovenijo in geopolitični prostor jugovzhodne Evrope. S pomočjo projekta bo dan dodatni zagon raziskovalnemu in razvojnemu delu ter širši prepoznavnosti Izuma. Gre tudi za možnosti krepitve povezanosti z gospodarstvom, s poudarkom na prenosu novih znanj ter integracijo mednarodno, še posebej v evropsko znanstveno skupnost. O umeščenosti Izuma v življenje Maribora pa bo spregovoril župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištrevec. Dragi in spoštovani, lepo pozdravljeni v belem biseru najlepšega mesta v Sloveniji, v belem biseru majhne, a kot vidimo vsi, vitalne dežele, države, domovine Slovenije. Premalo se zavedamo pomena Izuma. Absolutno premalo. Mea culpa. Ne samo tukaj v Mariboru, mislim, da tudi v Sloveniji, ne mislim s tem na kolege, ki so prepoznali pomen, moč in potrebo dodatne energetske sanacije, izgradnje, vse, kar je bilo danes povedano, ampak mislim v tem mentalnem, vsebinskem smislu. Zato bi se najprej rad zahvalil za to, kar tukaj je nastalo do sedaj. To, kar tukaj neprestano nastaja. To, kar imenujete prihodnost, ampak ne prihodnost tam, ampak prihodnost, ki je tukaj in ki se gradi že desetletja, bi se rad najprej zahvalil tistim, ki se jim je zahvalil tudi gospod direktor. Torej vsem tistim, ki ne verjamejo, ki si ne upajo, ki so prebivalci doline Šentflorjanske, da so tukaj, ker ravno zaradi njih se moramo mi vsi spremeniti. Ker če se ne bomo spremenili, smo premajhni, da bi lahko obstali v velikem svetu. Tako je. In spremembe se začenjajo vedno znova v tem trenutku, tukaj in zdaj. In del te velike spremembe je delo, ki ste ga vložili do sedaj, ki ga vlagate vsak dan in ki ga boste še naprej vlagali v življenje belega bisera v najlepšem mestu v Sloveniji. Dragi in spoštovani, ne bom več tratil besed, veliko pomembnih, pametnih, modrih besed je že bilo izrečenih. Hvala vam, da ste del tega projekta. Hvala vam, da upate, da si upate in da stvari, ki so v glavi, prežemate s toploto svojih src in potem preko svojih prstov prenašate v edini svet, ki ga imamo. To pa je veliki svet, katerega delček smo tudi mi. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu županu za te besede. Nahajamo se v stavbi, kot je bilo že kar nekajkrat omenjeno, ki se ukvarja z obdelavo podatkov, zato sem si tudi jaz privoščil krajšo statistično obdelavo podatkov, in sicer o pisateljih naredil raziskavo in prišel do zaključka, ki se glasi: slovenski pisatelji nimajo pojma. Všeč mi je, da sem požel nekaj nasmehov, nobenega glasnega neodobravanja. Do zdaj si mi je že zgodilo, da se je kdaj kdo zaderal in potem sem ugotovil brez pardona,
smo ugotovili, da gre za študenta ali pa študentko primerjalne književnosti. Študija, ki je toliko brezvezen, da ga je naslednje leto iz filofaksa predstavil na FDV. V glavnem, slovenski pisatelji nimajo pojma, to lahko čist lepo matematično dokažemo. Recimo, če vzamemo za primer Angleže, kaj imajo Angleže? Angleži imajo Shakespearea in Shakespeare je napisal Hamleta. Kaj se je zgodil v Hamletu? V Hamletu stric ubije očeta, seksa z njegovo mamo in Hamletu je bed. Zdaj, tisti, ki ne razumete teh sodobnih literarno-teoretskih terminov, bed pomeni mučiga svetobolje. Potem imamo stare Grke, oni so imeli Sofokleja, ki je napisal kralja Ojdipa. Kralj Ojdip sam ubije očeta, sam seksa svojo mamo, iztakne si oči in mu je bed. Dokaj legitimna odločitev glede na vse, kar se mu je zgodilo. In kaj imamo Slovenci? Ivana Cankarja. Ivanu najprej paše kava, potem mu kava ne paše več in mu do konca življenja sam še bed. In ker smo seveda tudi v stavbi, ki je pretežno računalniška, sem sklenil prebrati eno svojo prepesnitev Kosovelovega Konc 5, za katerega sem prepričan, da ga vsi poznamo, se veste, ne, gnoj je zlato, zlato je gnoj in tako dalje, zapisanega v čustvenčkih. Nasmejan čustvenček, ptičja glava, gradbeni žerjav 5. Kakac, uravnotežena tehtnica, vreča denarja. Vreča denarja, uravnotežena tehtnica, kakac. Kakac plus vreča denarja, uravnotežena tehtnica, nič. Nič, uravnotežena tehtnica, zaspan čustvenček, 8. 8, ki spi, ne, neskončno. Zaspan čustvenček, 8, uravnotežena tehtnica, nič. ABCD, manj, 1, 2, 3. Križec, strah, padec dol, vreča denarja. Kljukica, strah, padec dol, kakec. Čustvenček I, čustvenček A. Tako da, to je nekaj taza, kar bi recimo pisal Kosovel dan današnji, če bi mu bila na voljo današnja izrazna sredstva in mu ne bi bilo treba samo trgati stvari ven iz cajtegov in jih skupaj limati. Ampak zdaj se ne mudimo več in stopimo v nove prostore. Kljub temu, da tradicija veli, naj se vsaka nova pridobitev odpre z rezanjem traku, tokrat ne bomo otvarjali z rezanjem, ampak s povezovanjem. In sicer s povezovanjem zaposlenih v Izumu z otroki osnovne šole Vržej, saj jim bomo podarili knjige za šolsko knjižnico. Ta pobuda je nastala spontano v kolektivu, zato na oder najprej vabim predstavnika kolektiva Sergeja Laha. Na oder vabim še državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport doktorja Tomaža Boha, direktorja Izuma gospoda Davorja Šoštariča ter predstavnika osnovne šole Vržej, da knjige prevzame. Moramo omeniti, da poleg knjig Izumovci osnovni šoli Vržej podarjajo še osebni računalnik in zastonj začetno izobraževanje Kobis. Tako bomo s to gesto dobre misli in širjenja branja slavnostno predali rabi nove Izumove prostore. Tako da, kar prosim zdaj za to slovesno predajo, simbolično vsaj ene knjige. Ne, tamle, ker mislim, da to je ta računalnik, ne, ki je tukaj, čakajte, če se jaz odmaknem. Ne, S tem so novi, svetleči, prostorni in snažni Izumovi prostori tudi uradno v uporabi. Hvala vsem prisotnim, ki ste si vzeli čas in bili z nami ob tem slovesnem trenutku.
Zdaj pa k točki dnevnega reda, zaradi katere ste sploh prišli sem, k sprejemu in pogostitvi za udeležence. Najlepša hvala in nasvidenje.